da včasih si ne znamo dobro zračunati te naše svobode. Namreč, ne moramo imeti 15-urnega delovnika, mislim tedensko gledano, pa računati operativnih ur, ne vem, 30 ali pa 40 evrov na uro. Ja? Kaj za to pomeni? Če smo prej v začetku sem govorila o tistem amorju, to se pravi o operativa. Torej, operativa je tisti čas, ko mi dejansko delamo in ko mi dejansko lahko izstavimo račun za to stvar. Ne? To se pravi, če imam jaz recimo na teden 3 ure individualnega svetovanja ali pa 3 ure delavnic v živo ali pa 3 ure česarkoli, je to tista moja operativa, za katero jaz lahko izstavim račun. Ne? In zdaj tukaj predvsem govorim o teh stvarih, kjer moramo mi svoj čas dati noter. To se pravi, če izvajamo neke online programe, ki jih vodimo in podobne zadeve, je še zmeraj torej ta naš čas vkalkuliran noter. Na podoben način se lahko računa tudi, bom rekla, mečkam bolj tiste pasivne zadeve oziroma avtomatizirane zadeve, pa kljub temu najlažje razložim, bom rekla, na tej zadevi, na tem primeru, če govorim o vložku našega časa. To se pravi, če imamo mi 15-urni delovni teden, pa od tega samo 3 ali 4 ure na teden namenimo temu delu, kjer res delamo kjer v bistvu izvajamo stvari, za katere damo lahko ven račun, potem je pa naš račun, ne vem, 30 evrov na uro, smo pri 4 urah zaslužili 120 evrov, ne, 4 urah po 30, ja, smo zaslužili 120 evrov, krat 4 tedni, mislim, da ne pride niti za prispevke skozi, ne. Skratka, ko delamo to, ko mi sanjamo, vizioniramo o naši časovni svobodi in o super-truper organizaciji in o 10-urnih delovnih tednih, je treba tukaj upoštevati ta finančni vidik, to se pravi ta naš finančni izračun, da ne moramo imeti 15-urnega delovnika in računati samo 30 ali pa 40 evrov na uro.